viven puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se viven puro tomar. Feri Lainšček, lepo vas pozdravljam in vam čestitam za vaš roman z naslovom Kurja fizika. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Ste izid knjige praznovali? Ja, ker po novem zdaj že nekaj časa praznujem. Tu pa je sploh šlo za konec 3 knjig, trilogije. Tu je šlo za konec zgodbe, ki je pri meni trajala skoraj 6 let in je bilo res kaj za praznovati. Kot ste dejali, ta ustvarjalna zgodba se je začela pred 6 leti. Ste si takrat predstavljali, da bo trilogija izvenela tako, kot je zdaj pred bralcem bralko? Ne, moram reči, da sem se pravzaprav trilogije, ki je nastala po nekem naključju, ideja za to trilogijo, zelo bal. Že ko sem pisal drugi roman, sem vedel, da sem na nek način v težavah, oziroma se mi je zdelo, da sem na nek način v težavah, ampak takrat sem pogruntal, da pravzaprav prve knjige ne smem preprosto nadaljevati v drugi knjigi, ampak da moram znova sestaviti z nekim novim izzivom. In pri drugi knjigi je bil izziv to neko magično otroštvo, se pravi ta neka magična faza v otroštvu. In za tretjo knjigo sem si pa našel, se mi zdi, še večji izziv, potem, ker sem se lotil lastne socializacije pravzaprav, ker v tistem času mojega otroštva je vstop v šolo pomenil drugo kot danes, ker danes otroci grejo v vrtec in ta vrtec je nek most do šole, mi smo pa vstopali direktno, smo padali v šolo. In to mi je pomagalo, da ta trilogija pravzaprav ni neka nadaljevanka, ampak so 3 zaključene celote, ki 3 segmente iz tega mojega doživljanja otroštva obravnavajo. Tako nekako moram reči. Ta trilogija ima več skupnih imenovalcev. Eden izmed njih je zagotovo Ferek. Njega spremljamo, njega slišimo, tudi vidimo, potem smo lahko tudi nekoliko smejimo, še zlasti v 3. knjigi. Kako ste slikali Fereka? Zlasti me zanima v 3. knjigi. Ja, če malo vprašanje okoli obrnem, moram takole odgovoriti, da zdaj, ko je to vse nekako za mano, ko je tudi že pretekel nek čas, da sem se oddaljil od teh knjig, videl, da sem ga slikal zelo občutljivo, natančno in da mi ga je uspelo naslikati. Zdaj, kakšne so poti do tega otroštva, zgodnjega otroštva, do tega otroštva, ki je pri vseh nas v bistvu na podzavestni ravni zelo prisotno, na zavestni ravni pa se tako počasi izgubi. Se spominjamo nekih drobcev, se spominjamo nekih izrazitih vtisov. Jaz mislim, da sem potoval do samega sebe pravzaprav na eni strani res na zavestni ravni z raznimi pripomočki, kot so fotografije, kot so pričevanja, kot je to, ampak po drugi strani sem pa potoval do sebe pravzaprav na podzavestni ravni. In ta kombinacija se mi zdi, da mi je ustvarila neko sliko, ki je prej nisem imel. Tako moram odgovoriti, težko bi pravzaprav ponudil nekomu nek recept za vračanje v otroštvo, ker po moje se vsak vrača malce na svoj način. Vsak si pri tem lahko pomaga po svoje. Jaz sem si pač res pomagal s tem svojim poznavanjem jungovskih pristopov k psihoanalizi, pomagal sem si s tem poznavanjem Jungovega razumevanja duhovnosti. In to je zelo specifično. Verjetno ni vsakemu dano. In težko rečem, da je zdaj to pot na način psihoanalize, ampak je pot na en zelo kompliciran način, ker na eni strani je res potreben ta dostop do samega sebe, na drugi strani je pa potreben dostop do kolektivnega nezavednega, ker edino tako lahko slikaš neke okoliščine. Tako da me je to potem
pomagalo, da se je vse skupaj razširili tudi v, če tako rečem, duha tistega časa, ne? Ki pa spet lahko najdeš, ne moreš najti v enem kosu, ne? Spet je to sestavljeno iz segmentov in tako moram odgovarjati, žal, ne? Ker nimam recepta. To je možen odgovor. Čeprav sem v branju romana Kurja fizika dobil občutek, da je tukaj neke emanacije nezavednega nekako v najmanjši meri. Tukaj sem dobil občutek, da vseeno spremljam tega fantka, dečka, Fereka v nekem psihološkem portretu, v neki zelo konkretni zgodbi s konkretnimi situacijami, da so tudi dramska vozlišča v romanu zelo konkretna. Omenili ste tudi socialno podobo svojega romana in k tej temi se bo zelo verjetno še vrnila, ampak najprej me zanima tole. Ko sem bral vašo knjigo, sem dobil vtis, da je Ferekovo otroštvo po eni strani težko, po drugi strani pa da je srečen, da je imel srečno otroštvo, tudi v vašem romanu. Ja, zagotovo mi je ta trilogija samo utrdila prepričanje, ki sem ga sicer že prej imel, ne? Da je bilo to otroštvo srečno. Odgovor na vprašanje, zakaj, kako, da je bilo lahko to otroštvo srečno, je pa spet verjetno lahko razplesten. Ne? Nekaj je po moje lahko od okoliščin odvisno, nekaj je od duha časa odvisno, nekaj je pa verjetno tudi od značaja tega otroka odvisno. Ne? Zdaj, duh časa je bil zagotovo tak, da takrat v tistem kontekstu tistega časa revščina ni bila taka ovira, kot je recimo danes. Ne? Danes bi recimo bil tak reven otrok zaznamovan s to revščino. Ne? V tistem času revščina sama po sebi ni bila zasmehovana, ker je to čas, ne vem, kako bo rekla, socializma, komunizma, ne, kakorkoli to pač imenujemo, ko je pravzaprav bilo zasmehovano bogatstvo. Ne? Takrat smo mi nekako s prstom kazali na bogate, z njimi je nekaj narobe. Ne? Oni so nekomu nekaj vzeli, oni so nekomu nekaj ukradli, oni so si prisvojili nekaj, kar jim ne pripada. Revni so pa bili bolj ali manj vsi. Ne? Tako da v duhu časa se mi zdi, lahko najdem odgovor, zakaj jaz nisem doživljal takrat revščine kot neko zaznamovanost. Ne? Zdaj, kar se tiče vzgoje, kar se tiče tega, kako sta oče in mama vplivala na moje počutje takrat, moram preprosto reči, da je to na nek način delovalo, ker nista bila po tistem vzorcu, ko pravijo, da morate oče in mama skup držati pri vzgoji. Ne? Da če mama nekaj reče, jo mora oče podpirati, in če oče nekaj reče, ga mora mama podpirati. Jaz na lastnem primeru vem, da je to napačna teorija. Ne? Pri nas je delovalo tako, da če je mene mama kaj slabega storila, no, če tako narodno rečem, se je oče zavzel zame. Če pa je oče kaj se spravil name, se je pa mama zavzela zame, in jaz sem se imel zmeraj kam zateči. Ne? Jaz bi to tako vzgojo priporočil, čeprav vem, da ne vem, nekaj sodobni strokovnjaki bi mi rekli, da napačno teorijo širjam, ampak meni je to pomagalo, ne? Da sem zmeraj nekaj našel ljubezen za točišče. Ne? Tako si zdaj to razlagam. No, pa še bi lahko verjetno našteval. Vi ste dokaz, da je vaša teorija točna. Vaš Ferek odrašča v družini. Mama je odsotna, dela v Avstriji. Oče ima svoj življenjski projekt, gradnjo hiše, precej odsoten, včasih tudi kaj popije. In vendar je Ferek, kot sem že rekel, srečen. No, moram tudi dodati, so še te rezervne mame, sosedi in tako dalje. Do njih so še ti rezervni očeti. Tako da tudi to so neka zatočišča. Ne?
Ne vem, to je nekaj, jaz doživljam to svoje zgodnje otroštvo tam, kot da bi živel v neki razširjeni družini, ne? Kot da bi tam bila še zmeraj, ne vem, tista soseda, ki sem imel za drugo mamo, ki sem jo, ne vem, ko sem bil odrasel, sem to tudi rekel, ne, mislim, ker sem jo tako doživljal. In so ti strici in ta vaška skupnost, ki ti je naklonjena, ne? Ki te sprejema, ki te sovzgaja. To je dejstvo. Jaz ne vem, če take v tu okoli take vaške skupnosti še funkcionirajo. Jaz ne vem, kako danes funkcionira vas. Ne? Ena izmed odlik vašega romana je tudi ta, da ste ustvarili galerijo likov, zelo prepoznavnih likov. Ja, ker so dejansko del mojega otroštva. Ne? Vsi ti ljudi so bili zelo prisotni v mojem življenju in so tudi verjetno zaradi tega v mojem spominu. Vse so večinoma pokojni, ampak tako sem to doživljal. Zdaj ne vem, ali je to neka posebnost teh vaških okoljih tistega časa. Mislim, da še ponekod še po svetu zdaj tako pravzaprav funkcionirajo skupnosti, ne vem, imamo te razširjene družine, vem, da jih imamo na Kitajskem še, vem, da jih imamo v Indiji, ne vem, kako je po zahodni Evropi, nimam pojma, ne? Mogoče na vzhodu, ne? Ampak nekaj arhaičnega je v tem verjetno, ne? Samo gledajte, govoriva o času, ki je, to je vendar več kot 60 leti nazaj, ne? Ferekov oče, Pištek, je tak prepoznaven značaj, bi dejal Grča, ki pa ima neko nežno sredico. Iz prejšnjih 2 knjig se spomnimo njegovih težkih preizkušenj, pokore, naprimer. To knjigo, roman Kurja fizika, pa sem bral pravzaprav kot neke vrste poklon literarnemu očetu. Pa res se je to počasi peljalo skozi te 3 knjige in se je pač pripeljalo do tega, da je verjetno za bralcevo nekako razumevanje ali pa da bolj pride do bralca ta odnos z očetom, ne, in tudi ta neka vloga očeta. No, moram spet to reči, zagotovo je, da nisem bil navezan na mamo na način, da bi lahko imel Oidipov kompleks. Ne? Ni bilo mamine sence čez, ne? Čeprav sva si bila zelo blizu in sva si do konca življenja ostala zelo blizu, ampak oče je nekako se dvignil nad to, ker je verjetno vendarle bolj vplival name. Ne? Zdaj jaz sem po moje, to je zdaj pa je psihoanaliza, po mami dobil to neko mehkobo, to empatijo, to neko sprejemanje sveta, ker mama je bila dejansko taka, da se je bolj sekirala za druge kot zase. Ne? In ta empatija je pisatelju potrebna, ne? Da se bolj sekira za svoje junake kot zase. Zdaj, oče je pa, kot ga jaz doživljam, ta neka svobodnjaška figura. Po njem sem pa dobil to svobodnjaštvo, to željo po svobodi, ki jo celo življenje nosim sabo in jaz sebe doživljam kot nekoga, ki se celo življenje bori za svobodo. Ne? In sem različne politične sisteme prehodil in sem različna obdobja življenjska prehodil in različne čase, ampak tudi zdaj tu sedim pred vami kot nekdo, ki je v nekih zrelih letih, če tako blago rečem, ne, še zmeraj z občutkom, da se bori za svobodo in da se danes za svobodo potrebno bolj boriti kot pa pred 30 leti. Ne. Jaz sem namreč življenje živel z idealom, da starejši bom, več bo svobode, bolj ko bomo šli v nove čase, bolj se bo ta svoboda razpirala. Seme je verjetno zasejano tam z to generacijo otrok cvetja. Ne? Jaz sem na izteku te generacije nekje tam, ki je seveda čas, ki je na eni strani hrepenel po svobodi in ki jo je razglašal in ki je nosil kot neko zastavo pred sabo. In jaz sem mislil, da bo čas to samo še širil, poglabljal in ko bom star, da bom nekje, ker bo
samo svoboda, samo čist zrak. Ne? In zdaj sem se seveda v teh letih življenja znašel v situaciji, ko je svobode manj, kot je bilo na začetku, ko živimo izrazito nesvobodnem času, ne? Ko je svoboda pravzaprav ogrožena tudi v tem našem zahodnem svetu. Ne? In koliko se to vsi skupaj zavedamo, ampak mi smo ujeti v neke prostore normiranja, evidentiranja, sankcioniranja, skoraj nič več ni dovoljeno. Ne? In zdaj sem se tu pač malo razgovoril, ampak hočem reči, da ta boj za svobodo, da je to izvira iz tega svobodnjaštva, ki ga je oče nosil s sabo, ker je bil tak človek, da ni ne na levo in ne na desno in ne pod sebe in nad sebe ni prenesel okovov, ni prenesel nekih spon družbenih. No, to se vidi, upam, z romanov. Zagotovo. Nekateri prizori, v katerih nastopa Ferekov oče, so tudi hudomušni, humorni. Naprimer prizor, ko pojasnjuje, katero glasbo posluša, zakaj jo posluša, zakaj je ne posluša in tako naprej. Pa jaz imam občutek, da sem jaz že v otroštvu pravzaprav imel to v sebi neko žilico, da so me bili mnoge stvari, ki so jih ljudje počeli smrtno, zares smešne. Mnogi obredi, take in drugačni, da sem to nekako razbiral to, ali pa sproti razkrinkaval te smešne situacije. Ne vem, se tega ni dosti v knjigi, ampak recimo, če bi zdaj šel pisati svojo osnovno šolo, kasnejše obdobje. Vse je šlo krvavo, zares, ampak toliko je bilo smešnih ljudi okoli mene in toliko učiteljev je bilo pravzaprav, ko so bili skoraj kot neke kreature videne z moje perspektive. In to že takrat. Že takrat. Ja. In to je mogoče nekaj, kar mi je pomagalo v življenju. Ker ne vem, kdokoli je že to rekel, ampak mislim, da mi je prav, da življenja ne smemo imati tako zelo zares, kot se to zdi. Se strinjam z vami. Po glasbi sprašujem tudi zato, ker premišljujem o morebitni glasbeni opremi za današnjo oddajo. Katero pesem bi dal mogoče na začetek, konec, imate kakšen predlog? Mogoče kaj od tega, kar je poslušal vaš oče? Ja, tistega časa je pravzaprav zelo prihajala zaradi tistega znamenitega mehiškega filma Samo enkrat se živi, mehiška glasba. To je nekaj, kar je neverjetno. In zdaj, če bi zdaj izbiral opremo, bi recimo izbral mehiško pevko Majo Aguilar. To je iz te, kdo poznajo glasbeniki, uredniki, gotovo poznajo iz te dinastije glasbene mehiške Aguilar, tako podobna kot pri nas Avseniki. No in to je ta pa deklica, ki po moje zdaj stara tam okrog 28 let in izvaja to mehiško tradicionalno glasbenem povsem nov način. To je zdaj zvezda v Mehiki, Majo Aguilar bi, evo. Moj oče bi bil vesel, če bi jo slišal. Velja, hvala za predlog. Vrniva se k vašemu romanu. Ferek je zelo zanimiv lik, ker ima tudi zelo konkretne izkušnje, življenjske, take človeške, recimo prvo ljubezen in podobno. Po drugi strani ima pa tudi izkušnje, ki presegajo to vsakdanjo imperijo, so pravzaprav nekako skrivnostne, nedoumljive. Sreča, na primer, ponovno vilo, ki poseže z nekaj besedami v njegovo življenje. Kako opisujete te skrivnostne metafizične trenutke v svoj roman? Pa mislim, da so mi ta neka, če zdaj to, ali naj rečem, vidanja, ali ta neka razumevanja v tej, če tako se sodobnim izrazim, v četrti dimenziji. Ta videnja nekako položena v zibenko in to, cela ta zgodba, ki se vleče skozi vse te 3 romane, ni izmišljena. To ni pisateljska fikcija. To je neko dojemanje ali pa razumevanje sveta, ki mi pravzaprav tudi sicer pomaga ustvarjati.
so stvari, v katere preprosto verujem, ne, in ki se mi preprosto dogajajo. Tako moram odgovoriti. Zdaj ta zgodba za to vilo ima lepo nadaljevanje, pravzaprav en moj prijatelj iz Ljubljane, ki je tudi sicer se ukvarja z psihologijo in je jungovec po prepričanju, me je začel kar malce obsedeno spraševati o tem Studencu, ker se je ta vila pojavila. Jaz, ko sem pisal roman, ga nisem šel iskat, ker je vse zaraščeno tam, ne. Tam, kjer se dogaja moj roman, je zdaj grmovji, tako moram reči. No in potem me ta prijatelj enkrat pokliče in je rekel, veš, da sem našel Studenec, ne. Počakaj, sem rekel, kako si našel Studenec. Je rekel, veš, kaj sem že en teden v Radencih in en teden sem hodil po tej vasi Dolenci in sem ti ga uspel najti, ne, Studenec. No, in ga je res našel. Je še ta izvir tam in potem je on delal zelo na tem, da bi, zdaj bom malce tako, pa ni to hudomušno, da bi se vila vrnila, ne. Zanima ga, kaj je s to vilo. In vem, da letos poleti je tudi Marko Pogačnik nadaljeval, pomagal pri zdravljenju tega Studenca. Tako da ta prijatelj mi je prinesel upanje, ne, da je ta vila še nekje tam. To, kar zdaj govorim, ni anekdota, ne, to je resnica, to se je pač zdaj dogajalo. Zdaj imam pa tudi neko drugo razlago, ker ta neka videnja, ki jih je imela tudi mama, vlečejo neko linijo od maminega očeta, kar verjetno tudi v romanu, zdaj se ne spomnim, omenjam, do moje sestre, ne, ki je še živa. Tako da imamo neko to ezoterično linijo, ne, ki je težko raznežljiva. Ja, kot je zapisal pripovedovalec v vašem romanu, skrivnost je bilo mogoče pojasniti le z večjo skrivnostjo. Super. Dobro sem to napisal. Se strinjam. V svoj roman ste vpisali tudi kratko pravljico. Mogoče besedo dve o tej pravljici. Pravljice so velik del mojega otroštva. Mogoče v romanih niti ni prišlo tako do izraza, kot je to v resnici bilo. Namreč oče in mama sta bila res dobra pripovedovalca in živeli so še ti vaški pripovedovalci. Ljudje so si preprosto pripovedovali zgodbe iz življenja, ampak tudi pravljice, ne, tudi. In so me te pravljice v otroštvu zelo zaznamovale, na drugi strani so pa bili v njih odgovori na tista moja prva otroška vprašanja, ne. Tako da idealna vzgoja, če tako rečem, tudi za današnji čas, so zgodbe, ne. Jaz zmeraj rečem, ne vem, mladim staršem, pripovedujte otrokom, ne, če nimajo babic in dedkov, peljite jih nekom, ki pripovedujejo, ker zgodbe so pravzaprav vse, ne. Jaz verjamem, da je vse zgodba, da je vsak zgodba, ne, in da so v zgodbah vsi odgovori, ker zgodbe so pravzaprav izročilo tega sveta, ne. Jaz sem imel to srečo, da so nas zgodaj v otroštvu prišle k meni. Mogoče sem zaradi tega postal pisatelj, ne, ker sem zelo zgodaj začel razumevati, da je v zgodbah vse in da so vsi odgovori v zgodbah. Zelo, zelo mimogrede. Vas je kdaj mogoče na sprehodu prijelo, ko ste videli mlade očete z otroki, kako gledajo telefon, da bi jim rekli, pogovarjate se z otroki, povejte jim kaj, ne bulite v telefon. Vas je kdaj zagrabila takšna misel? Pa, če iskreno povem, ne, ker je pa nekaj res, kar ste me zdaj asocirali. Jaz sem za svojim kužkom veliko v parku v Murski Soboti, vsaj 1 uro dopoldne in 1 uro zvečer zagotovo.
ta park je poln sprehajalcev psov, ta park je poln mladih, ampak ne vem, če mi boste verili, v tem parku ni ljudi s telefonom. Zdaj so me prav mravljinci so mi šli zdaj, ampak zdaj sem se tega zavedal. V parku v Murski Soboti ljudje, mogoče še jaz največ bolim v telefon. Moje vprašanje je dobilo presmetljiv obrat. Ja, Vrniva se k vašemu romanu. Nekatera poglavja, razdelki v romanu se nekako posvetijo posameznim dogodkom iz zgodovine, naprimer pristanku na Mesecu. In to si kot bralec predstavljam, da je to neka zaokrožena celota. Kako se pa vi kot avtor potem, ko se ti dogodki nekako porazgubijo, ko stopi v ospredje neka druga pripovedna linija, gradnja nove hiše naprimer. Kako se kot avtor odločate, kaj boste povedali, koliko časa se boste pri kakšnem dogodku zadržali, kdaj je nek dogodek nekako popisan, da lahko pritisnete piko in da greste nekako naprej? Jaz si domišljam, da moji romani imajo nasplošno zelo trdo in premišljeno zgradbo. In si domišljam, da tudi te 3 knjige iz te trilogije, ki so na videz pisane drugače, imajo pravzaprav zelo izdelano zgradbo, ta notranji načrt, ne? To neko notranjo zgradbo, ki ne izvira samo iz občutka, ne? Ampak je premišljevanje o tem, kako razviti to mozaično strukturo kot celoto. Ne? In mislim, da se mi je pri teh 3 romanih to pravzaprav posrečilo. Zdaj pri drugem, mogoče Petelinje jajce, ta drugi roman se še najbolj odvija na neki bolj metafizični ravni, ne? Ampak še zmeraj mislim, da ima nek notranji lok. In ne zatekam se potem na odgovore, ali mi je uspelo k literarnim strokovnjakom, ker mislim, da se literarni strokovnjaki s tem itak zdaj v zadnjem času slabo ukvarjajo ali malo ukvarjajo, ne, vsaj koliko mene pride do mene, ampak bralcem. In bralci so tisti, ki mi na nek način sporočijo, da roman deluje. Ne? In to mi zadošča potem. In pri teh 3 romanah zagotovo doživljam to, da mi bralci rečejo, da je bilo to lepo branje, in da je na koncu ostal tisti občutek, da bi še brali. Ne? Se pravi, da sem pravočasno končal. Marsikaj ste že povedali v svojem romanu, mogoče zdaj še besedo 2 o naslovu. Naslov je nekoliko hudomušen. Kaj označuje ta naslov? To je lepa zgodba pravzaprav. Naslov se je rodil iz samega romana, ne? Ni ga bilo na začetku. Je pa to nek rek, ki smo ga veliko uporabljali in tudi oče ga je zelo rad uporabljal, tako kot to v romanu piše. Je pa zanimivo, da sem jaz prvič ta naslov javno povedal, tako kot sem zdaj prvič vam povedal za naslednji roman v Postojni, na literarnem večeru, ker je bilo veliko ljudi in so me vsi čudno gledali, ko sem rekel Kurja fizika. In mi ni bilo jasno, ali ni všeč naslov, ali ga ne, potem sem pa gotovo, da ga ne razumejo. Ne? In sem potem ponovno drugič na literarnem večeru, vem točno, da je bilo v Kranjski Gori, na literarnem večeru spet bilo veliko ljudi in spet niso razumeli, kaj pomeni Kurja fizika, in potem je bila pa ena gospa in rekla, ampak veste, jaz sem pa z Maribora, jaz pa vem, kaj je Kurja fizika. In takrat sem jaz, takrat razumem, da to ni splošen slovenski, kako bi rekel, fraza neka, ki bi jo vsi razumeli, ampak da je to neka prekmursko-štajerska. Pomeni pa seveda to, ne, Kurja fizika, kar potem iz romana se vidi. Ne. Danes bi verjetno mladi rekli, ne danes več ne, ampak vem, da je bila risanka Lolek in Bolek, ne, tako, ko se vse nekaj sviži. Vaš roman se vam zagotovo ni svižil. Feri Lainšček, hvala za vašo Kurjo fiziko, za roman in hvala za pogovor. Z velikim veseljem.